Moje raziskovanje ni klasično znanstveno raziskovanje s področja psihoterapije ali pa psihologije oziroma raziskovanja človeške psihe, ampak bolj psihoterapevtsko poglabljanje v človekovo dušo, logiko človekovega razmišljanja, doživljanja in seveda vedenja. Rdeča nit moje poti, ki me je pripeljala do sem oziroma s katero sem se jaz pripeljal do sem, je bila moja otroška tenkočutnost in verjetno ranljivost zgodnjega otroštva, kjer sem ob vsekavanju človeških zgodb in usod našel verjetno tudi sebe in tudi ta čut, da prisluhnem drugemu, da ga razumem, da se poglobim sploh v trpljenje ljudi in pri tem skušam pomagati priti iz tega trpljenja ven. Ja, to je predvsem značilno za novodobne pare, mlade ljudi, ki se zelo hitro v konfliktih odločajo, da prekinejo zvezo. In to je predvsem zaradi tega, ker mnogi mladi ljudje niso zmožni počakati, potrpeti, tolerirati vedenje svojih partnerjev, oziroma niso se pripravljeni prilagajati v konfliktnih situacijah. Tako da tukaj gre za predvsem nezmožnost frustracije in bolj konstruktivnega reševanja konfliktov. Zato se taki ljudje nočejo upogniti, nočejo reševati problem, nočejo videti problem dolgoročno oziroma odnos dolgoročno, zaradi tega najlažje zapuščajo in prekidajo odnos, da bi poskusili spet v nekem novem odnosu. Skratka, gre za ene take infantilne vzorce pri ljudeh, ki niso dovolj dozoreli za odgovoren, predan partnerski odnos. Razlika je predvsem v tem, da dovolj strukturirani, se pravi dovolj dobro ali pa zdravo sešiti ljudje kot osebnosti zmorejo videti, da v odnosu ni dovolj ljubezen in da zmorejo dovolj zrelo prekiniti odnos oziroma prebolevati odnos in ga predelovati, dočim ljudje, ki to neuspešno počnejo, ki se mučijo, verjetno oziroma po vsej verjetnosti zaradi nekih manjkotov v osebni strukturi niso zmožni ostati brez odnosa in izbirajo pot trpljenja, ponavljanja nekaterih vzorcev in ne zmorejo zares uspešno prekiniti odnos, tudi takrat, ko ga dejansko prekinejo, ampak ga čustveno živijo še naprej. Tukaj se mi zdi zelo priporočljiv ogled filma, skandinavski film, mislim, da je danski film Po poroki. Izjemna zgodba o tem, kako lahko ljudje kvalitetno živijo odnos, ali je to odnos prijateljstva ali pa neki drugi odnos, tudi potem, ko se partnerski odnos neha. Drugo branje, ki ga zelo priporočam, je knjiga Midva. Izjemna zgodba o zgodbi ljubezni med Tristanom in Izoldo. V resnici je to zelo poglobljena analiza zaljubljanja, te romantične predstave o pravi ljubezni. Ob tej priložnosti vljudno vabljeni na moje predavanje v okviru tedna možganov na temo ločitev v partnerskem odnosu.